Sedaj že vemo, kako lahko narišemo graf linearne funkcije s pomočjo tabelce. Sedaj bomo pa poskušali narisati še direktno, na krajši način. Recimo, če imamo y je 4x x minus 1. Vemo, da je smerni koeficient enak 4, to pomeni, da je funkcija naraščajoča in začetna vrednost je minus 1. Rišemo koordinatni sistem, se pravi navpična os, y os je to, in vodoravna os, to je os x. Ker piše, da je začetna vrednost minus 1, lahko na našem grafu označimo točko minus 1. Tukaj pri N seka y os. In če gremo zdaj za eno v desno, gremo gor za toliko, kolikor je k. Če bi bil k negativen, bi šli dol. Se pravi, 1, 2, 3, 4. Imamo dve točki in skozi njih lahko narišemo graf linearne funkcije. Zdaj, na testu to delamo z ravnilom, ko vadimo, lahko delate tudi s prosto roko. Recimo, če bi imeli funkcijo y je minus 2x plus 3, zopet izpišemo, k je minus 2, potem n, se pravi začetna vrednost je 3, zopet določimo, kje je začetna vrednost, to je tukaj, gremo za eno v desno in za toliko, kot je k, v tem primeru, ker je negativen, dol, to je tukaj. Potegnemo in vidimo, da imamo funkcijo, ki je tokrat padajoča. S pomočjo tega krajšega načina lahko zdaj tudi določimo enačbo funkcije. Recimo, tukaj vidimo, da seka os y pri minus 2. To pomeni, da je začetna vrednost enaka minus 2. Če se premaknemo za eno v desno, gremo za eno enoto gor, to pa pomeni, da je smerni koeficient 1, torej samo x minus 2 in to je že naša funkcija. Recimo tukaj poglejmo naslednji primer. Graf funkcije linearne seka y os pri 2, zato je začetna vrednost 2 in sicer plus 2. Ko gremo za eno v desno, se premaknemo zopet za eno gor, torej je x plus 2. Tukaj pa je začetna vrednost pri 5, zato je ta vrednost začetna 5 in sicer plus. Ko se premaknemo eno, gre za eno gor, zopet x. Ampak zanimivo je to, da kjerkoli gremo za eno, se za eno premakne gor. Na ta način lahko tudi zelo hitro narišemo grafe. Recimo, zdaj imamo y je 5x. Tukaj nič ne piše zraven, lahko bi pisali plus nič, to pomeni, da je začetna vrednost pri nič. Ko gremo za eno v desno, se zato, ker je smerni koeficient 5, povečamo za 5 gor. 1, 2, 3, 4, 5. In če bi šli zdaj še za eno v desno, bi šli še za 5 gor. 2, 3, 4, 5. Eto, imamo linearno funkcijo. Tukaj piše 4x, začetna vrednost je očitno zopet pri nič. Eno sem in 1, 2, 3, 4 gor. In še eno sem in 1, 2, 3, 4. Smerni koeficient nam pove, kaj se zgodi z y, ko se x za eno poveča. Recimo tukaj je zdaj začetna vrednost minus 5, torej štartamo pri minus 5, to je tukaj. Gremo za eno v desno in ker je smerni koeficient 1, ker piše samo x, to je 1 krat x, je to tukaj in še eno gor. Tako. Zdaj je 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, imamo tudi označeno. Eno v desno in ker je smerni koeficient 5, gremo za 5 dol. In še eno in za 5 dol. Kot če rišemo s pomočjo tabele, pa v resnici, če ta način znamo, tudi manjša verjetnost, da se bomo zmotili.
Zdaj pa si poglejmo nalogo v stilu, ali točka, recimo A, s koordinatami 2, 3, leži na grafu f od x je minus 4x plus 5. Zdaj najprej bi ta graf narisali, se pravi, k je minus 4, n je 5, narišemo koordinatni sistem, navpično os, vodoravno os, označimo puščice, napišemo, da je to x, da je to y, da je to nič in označimo enote. In zdaj, ker je n 5, vemo, da bo pri 5 sekal os y, potem gremo za eno v desno in ker je k minus 4 za 4 dol. Tako, imamo dve točki in skozi te dve točki zdaj boljše je z ravnilom, naredimo ravno črto. Zanima nas, ali točka 2, 3 leži na tem grafu. Narišemo zdaj še točko 2, 3, to je tukajle. In kaj vidimo? Točka ne leži na grafu, leži izven grafa. Lahko bi pa imeli točko B s koordinatami 3 in minus 7. No, tukaj imamo, pa smo pa zdaj v zagati, ker ne vemo, to je tukajle, to je dosti blizu. Ampak, ker smo funkcijo risali s prosto roko, težko določimo, je res ta točka na njej ali ne. Zato si lahko potem pomagamo z računanjem. Kaj naredimo? Če imamo funkcijo y je minus 4x krat 5 plus 5, za prva koordinata predstavlja x, druga koordinata y. Torej vstavimo. Namesto y napišemo minus 7, namesto x napišemo 3 in preverimo, ali to drži. Minus 7 je, minus 12 plus 5 je tudi minus 7, to drži in zato naša točka B zagotovo na tem grafu leži. Če bi pa vstavili prejšnjo točko, se pravi 2 in 3, zopet x je 2, y je 3, dobimo pa 3 je enako minus 4 krat 2 plus 5 in dobimo, da je 3 enako minus 8 plus 5, torej 3 je enako minus 3, to seveda ne drži in zato točka A ne leži na tem grafu. Naslednji tip nalog je, določi presečišče. Recimo, da imamo funkcijo f od x je 2x minus 4 in funkcijo f od x je minus 3x plus 2. Zdaj, včasih, oziroma ponovadi bo namesto f potem pisala neka druga črka, če je to drug predpis. Lahko je to g od x ali pa karkoli. Zopet narišemo obe funkciji, se pravi koordinatni sistem in narišemo ta graf. Eto, tukaj je presečišče. Je približno malo več kot 1x in malo več kot 1y, je pa težko čisto točno določiti. Zato si lahko pomagamo, zdaj če bi risali z ravnilom, bi bilo to natančno, zdaj ni. Zdaj si pa lahko pomagamo s tem, da izračunamo to presečišče. Kaj naredimo? Poglejte. Ta f od x smo rekli, da je v bistvu nek y in ta g od x je tudi neki y. In zdaj mora biti ta y pa ta y morata biti enaka. Iščemo točko, ki velja za oba grafa, torej sta enaka. In to pomeni, da je tudi to, kar je zraven zapisano, isto. In napišemo. 2x minus 4 je isto kot minus 3x plus 2. Se pravi, izenačimo obe funkciji, pomembno je, da je y ven izražen. Zdaj pa enostavno rešimo enačbo. 2x ostane tukaj, minus 4 damo na drugo stran, rata plus 4, minus 3x damo sem, rata plus 3x in plus 2 ostane tukaj in dobimo
5x je enako 6, x je 6/5. No, to je res malo več kot 1, tako kot smo načrtovali. Ko imamo x izračunati, pa moramo dobiti še y. Kako to naredimo? Vstavimo v en od graf. Zdaj, v bistvu je vse en katerega, pa dajmo zdaj v rdečka, g od x. Se pravi, iščemo g od 6/5 in je to -3, najboljše, da napiše -3 enine, krat 6/5 plus 2 in je to -3 krat 6 je -18/5 plus 2 lahko damo tudi na petine, je to 10/5, pa skupaj pride to -8/5. Ja, res je, presečišče je malo več kot 1. -8/5. Tudi če bi v prvo vstavili, bi dobili enak rezultat. Tako določimo presečišče. Bomo poiskali še eno. Recimo, da imamo funkcije y je -2x plus 4, pa na drugi strani y je 6x minus 4. Prav, zopet lahko bi to risali. X, y koordinata, približena, ne? Pri 4, recimo, da je tukaj 4, gremo za eno v desno, pa za 2 dol. Tako, nekako tako je prva funkcija, druga pa je pri -4, pa za eno sem pa 6 gor, nekako takole. In presečišče je nekje tukaj. Zopet, če hočemo natančno, izračunamo. Rečemo y je y in potem izenačimo to, kar je napisano. Enkrat je y to, enkrat pa to. Torej, -2x plus 4 je isto kot 6x minus 4. Damo x na eno stran, 6 na drugo stran je -6x, številke na drugo stran in dobimo, da je -8x enako -8. To pomeni, da je x enako, delimo z -8 na obeh straneh in -8 deljeno z -8 je 1. Aha, presečišče je pri 1, ja, to je dosti v redu. Zračunamo še y, lahko vstavimo, -2 krat 1 je -2 plus 4 je 2, ali pa če bi v drugo, 6 krat 1 je 6, minus 4 je tudi 2. In imamo presečišče P s koordinatami 1 in 2. Zelo pomembno pri funkcijah so tudi ničle, na splošno odseki na osi x in y. Pa bomo zopet na enem primeru, recimo, da imamo y je 2 krat x minus 4. Zopet skiciramo graf. Eto, tele dve točki, ta tukaj in ta tukaj, predstavljata odseka na osi x in y. Ta zgoraj se imenuje ničla. Se pravi, tam, kjer seka graf x-os, je ničla, ta spodaj pa že vemo, da je začetna vrednost. Začetna vrednost nam pove, koliko je f od nič, medtem ko ničla je tam, kjer je f od x, se pravi y enako nič. Aha, torej mi iščemo, kdaj bo to nič. In zdaj bi lahko to izračunali. In kaj dobimo? 2x pustimo, na drugi strani je nič plus 4 je 4, delimo z 2 in dobimo x je 2. Ničla je torej pri 2. To je približno narisano, to je natančno. Naša ničla je pri x je 2. No, zdaj pa tole. Kako napisati enačbo linearne funkcije skozi dani točki? Recimo, da imamo točko A s koordinatami 4, 5 in točko B s koordinatami 0 in 3 in potem imamo nalogo, da napišemo graf linearne funkcije. Zdaj, graf linearne funkcije bomo zagotovo napisali v obliki y je nekaj krat x plus nekaj. To pomeni, da v bistvu moramo določiti, koliko je k in koliko je n. Zdaj, če bi to delali z risanjem,
bi te dve točki narisali koordinatni sistem. 0 in 3 je tukaj točka B, in 4, 1, 2, 3, 4 in 5, to je tukaj, je točka A in ta graf je tole. Zdaj, če bi hoteli napisati enačbo, zdaj N že vemo, kje je, ker točno vidimo, kje seka. N že vemo v tem primeru, da je 3, potem bi pa pogledali, če gremo za eno sem, ko grem gor. No, to je pa zdaj malo težje, ne. Lahko bi si pomagali s tem, da gremo 1, 2, 3, 4 sem, gre za 2 gor, to pomeni, ko grem za 2 sem, grem za 1 gor, to pomeni, ko grem za 1 sem, grem za 1 polovica gor. To bi pomenilo, da je potem K 1 polovica. Se pravi, lahko, če so lepe številke, približno lepe številke, lahko razberemo iz grafa, lažje pa je, če to izračunamo. Kako bomo to naredili? Poglejte, mi vemo, da morata obe točki zadoščati pogoju y krat x plus n. Prva točka, y ima 5, x 4. Lahko rečemo tudi takole, drugo bomo pa rekli x2 in y2. Se pravi, to velja zdaj za obe točki. Na eni strani mora biti y2 enako k krat x2 plus n in na drugi strani mora biti y1 enako k krat x1 plus n. Zdaj, če to konkretno naredimo za naš primer, pride tole. y2 je 3, je k krat x0 je, x2 je 0, plus n. In na drugi strani y1 je 5, to pomeni, da je to zdaj k krat x1 je 4, plus n. Zdaj, iz tega lahko takoj ugotovimo, da je n enako 3. In zdaj lahko to vstavimo v drugo enačbo in dobimo, da je 5 enako k krat 4 ali pa 4k plus 3, torej bi k krat 4 oziroma 4k tukaj pustili, 5 trojko damo na drugo stran je minus 3, 5 minus 3, to je 2, lahko še v krog obrnemo, delimo z 4, se pravi številko, ki je zraven k-ja, in dobimo, k je 1 polovica. K je 1 polovica, kar smo tudi prej načrtovali. Se pravi, zdaj imamo k in n, če imamo k in n, vemo, da je funkcija 1 polovica krat x plus 3. Tako bi šlo, če bi delali konkretno. Mi bomo pa izpeljali enačbo za poljubno točko s koordinatami x1 in x2. Zato bomo iz tukajle, kar smo že zapisali, nadaljevali. Se pravi, zdaj bomo naredili za poljubno točko. Točko kot T, ki ima koordinate x1, y1, to je prva točka in druga točka je x2, y2. In kaj dobimo? Najprej bomo izrazili n iz tega ven in iz tega ven. To pomeni, da bomo to dali na drugo stran in če je tukaj plus, bo na drugi strani minus in isto tukaj. Se pravi, n za prvega je y2 minus k krat x2, n za drugega je pa y1 minus k krat x1. Zdaj bomo pa ta dva n-ja izenačili, se pravi, ta n je isto kot ta n, to pomeni, da mora biti tudi tole isto kot tole. Pa dajmo to zapisati. y2 minus k krat x2 je isto kot y1 minus k krat x1. Ta y nesemo na drugo stran, rata minus y1. Tole pa tudi prestavimo na drugo stran, pa bo plus, se pravi, bo k krat x2 minus k krat x1. Zdaj, iz tega drugega dela bi lahko k izpostavili, takole. Tukaj ostane y2 minus y1 in zdaj bi samo še delili z x2 minus x1. In kaj dobimo? Nekaj, kar se velja zapolniti.
k je y2 minus y1, se pravi tole, in delimo s tem. Polomljeno za x2 minus x1. To enačbo si moramo zapomniti. Recimo, če imamo točko A, ki ima koordinate 1, 4, in točko B, ki ima koordinate minus 1, 2, pa moramo napisati enačbo funkcije, bomo zdaj kar s pomočjo te formule izračunali, koliko je k. Zdaj mi si izberemo, recimo, da je to prva točka, to druga. Vseeno je, kjera je prva, kjera druga. Stavimo, y2 je 2, y1 je 4, x2 je minus 1, minus 1. In je to zdaj minus 2 deljeno z minus 2, dobimo, da je 1. Torej, enačba k krat x plus n bo na koncu, lahko že vstavimo za tale k številko 1. 1, zato ker smo tukaj izračunali. Ker pa vemo, da tole leži tukaj gor, bomo še enkrat namesto y vstavili 4, enko že imamo, namesto x vstavimo 1 plus n. In dobimo tako, izračunamo, 4 je torej enako 1 plus n, in iz tega dobimo, da je n4 minus 1, torej je 3. In naša funkcija je y1 krat x oziroma x plus 3. Lahko bi vstavili tudi drugo, torej točko B, pa bi dobili 2 je enako 1 krat minus 1 plus n, 2 je torej minus 1 plus n, zopet minus 1 na drugo stran, dobimo isto n je 3. Vseeno, katero točko vstavimo. Lahko imamo pa nalogo, kjer piše, da moramo zapisati vzporednico k funkciji f od x je 2x minus 4, ki gre skozi točko A, 1, 5 recimo. Kaj zdaj to pomeni? Zdaj, če si to skiciramo, zdaj imamo pa točko 1 pa 5, 2, 3, 4, 5, in ker rabimo vzporednico, nas v bistvu zanima tale črta. Ja, kaj vidimo? Ker sta obe vzporedni, pomeni, da imata obe na začetku 2x. Tukaj že vemo, da je minus 4, medtem ko tukaj vidimo, da bo ena druga številka začetna vrednost. In naša naloga je zdaj v bistvu krajša kot prej, ker že vemo, k je 2, zato ker je vzporedna. Torej imamo zopet y2 krat x plus n, vstavimo točke x, y noter, 5 je 2 krat 1 plus n, dobimo 5 je enako 2 plus n, in iz tega dobimo, da je n enako 3, kar tudi vidimo iz skice. No, tako pa dobimo graf vzporedne linearne funkcije. Se pravi, vedno uporabimo to, da je vzporedna, da to pomeni, da je enak smerni koeficient. Še ena stvar je pri linearnih funkcijah pomembna, to so 3 različni zapisi. Do zdaj smo nekako skozi uporabljali to eksplicitno, y je k krat x plus n. Rečemo je tudi razvita, zato ker k in n imata nek določen pomen. Recimo, če naredimo primer, y je 2 krat x minus 4. No, implicitna oblika ima pa obliko nekaj krat x plus nekaj krat y plus nekaj je enako nič. To je implicitna ali nerazvita. Glejte, če bi iz tukaj dali vse na eno stran, dobro, pa pustimo 2x tukaj, y premaknemo, pa še minus 4 je enako nič. Eto, dobimo implicitno obliko za to. No, potem je pa še segmentna. Implicitna ali nerazvita oblika nima dobenega pomena, z njo ne moramo na hitrco narisati funkcijo. Imamo pa še segmentno ali odsekovno obliko. Ta pa izgleda tako, x deljeno z nekaj plus y deljeno z nekaj je enako 1. Pri segmentni obliki
pa zopet imata ta m pa n pomen. Namreč, m, oziroma številka, ki je pod x-om, pove, kje seka os x. To je naš m. In n nam pove, kje seka os y. In če imamo v odsekovni obliki ali segmentni, lahko zopet graf takoj narišemo. Zdaj, kako bi do takšne oblike prišli iz tega? Najprej dajmo x in y na eno stran, številko pa na drugo. Se pravi, recimo 2x pustimo tukaj, pa minus y je enako, se pravi, to je tukaj, to smo dali na to stran, štirko sem. Zdaj, da bo bolj podobno temu, bomo štirko napisali na drugi strani. Ne tukaj, ampak na drugi strani. Zdaj pa mi nočemo 4, mi hočemo imeti tukaj 1. Zato moramo celotno enačbo deliti 4. Se pravi, to delimo 4, to delimo 4 in to delimo 4. Tukaj lahko krajšamo. To je 1 polovica in dobimo x polovic. Minus y četrtin je enako 1. Zdaj že skoraj tako kot tukaj. Samo še plus moramo napisati. Naredimo plus, tukaj v spodaj je minus. To pomeni, da sta odseka pri 2 in pri minus 4. Poglejmo. Na začetku smo imeli 2x minus 4. To bi bila funkcija nekako takole, a ne? Minus 4, pa 1 sem, pa 2 gor, takole nekako, a ne? Tukaj pa zdaj piše, da je odsek na x osi 2, na y pa minus 4. Ja, na y osi je zagotovo minus 4, to pa je res približno 2. Eto, linearna funkcija. Poskusimo še kakšen primer. Recimo, če imamo y je minus 4x plus 12. Najprej to je eksplicitna oblika, a ne? Eksplicitna oblika. Zdaj, če hočemo dobiti implicitno, moramo dati vse na eno stran. Se pravi, minus 4x na drugo stran je 4x, plus y pustimo, 12 damo, je enako nič. To je implicitna. Zanima me še segmentna. To je ta oblika x deljeno z nekaj plus y deljeno z nekaj je 1. Zato moramo zdaj dati x in y na eno stran. Se pravi, imamo 4x plus y je enako 12. Ker hočem tukaj enko, bom delila z 12 celotno enačbo, pokrajšam, kar se da, in dobim x lomljeno s 3 plus y lomljeno z 12 je enako 1. Se pravi, to je pa odsekovna ali segmentna oblika. Lahko mi pa nekdo poda enačbo v segmentni obliki. Recimo, da imamo x četrtin plus y tretjin je 1 in potem moramo dobiti ven eksplicitno obliko. Zdaj, v takem primeru me najprej motijo ulomki. Vse skupaj pomnožim z 12, zato da se bom ulomkov znebila, skupnim imenovalcem. Tole lahko zdaj pokrajšam. In dobim, da je 3x plus 4y enako 12. Zdaj, to je najbolj podobno še implicitni, sam 12 bi še lahko bila na drugi strani. Če želim eksplicitno, moram tukaj pustiti samo y, ostalo dam na drugo stran, minus 3x plus 12, ker mene ne zanima, koliko je 4y, ampak samo y, vse skupaj delim za štirki, da se bo tukaj pokrajšalo. Pač vse člene, nič hudega, če pridejo ulomki, minus 3/4 x plus 12/4 lahko pa krajšam, da dobimo 3. Tako.